Lepo pozdravljeni še enkrat po ogledu tega liričnega, melanholičnega filma. Prav posebej lepo pa pozdravljam našega današnjega gosta Jureta Potokarja, pesnika, prevajalca, glasbenega kritika. Težko si skoraj predstavljam primernejšega sogovornika po današnjem filmu. Jure, bom vas vprašala kar naravnost takoj na začetku. Poezija, ki jo piše Peterson v filmu, vas je navdušila tako kot njegovo ženo, oziroma kaj bi rekli o tej njegovi poeziji? Ko malo bolj podrobno prisluhneš, ja, je luštna, je taka igriva, značilno, bi rekel, ameriška poezija, ampak fajn. Film je nekakšno posvetilo umetnosti, sploh poeziji, prek Petersonove žene Lori tudi drugim načinom ustvarjanja, tudi peki najboljših, najlepših kolačkov. Ampak vendarle v filmu se ob pesniku Petersonu, deklici, s katero se sreča v osnovnošolki, srečamo tudi s kar nekaj ikonami ameriške in svetovne poezije, tako ali drugače. Ja, seveda. Zlasti se mi zdi, da je film kar en tak globok poklon Williamu Carlosu Williamsu, ki je pač tudi živel in v bistvu vse življenje ustvaril in delal tam v tem koncu Amerike. On je tudi v bistvu svojo poetiko začetnik tega modernizma ameriškega in to, kar piše Peterson, je pravzaprav nekako točno to. Ne. Pri nas bi rekel nekako to, kar je delal Tomaž Šalamon, ne. Na svoj način, da ne bo pomote. Ne. Se pravi, iskati poetično v takih vsakdanjih stvareh, v malenkostih in seveda to je ena taka velika spretnost, ne vem, pogledati prizor pred sabo pa potegniti iz njega nekaj zelo liričnega in seveda to z nekaj besedami, ker mislim, da gre tudi za to, kako bi rekel, ekonomičnost, ne, ekonomijo besed, prav, ne velik, ampak povedati nekaj, kar presega tisti osnovni pomen besed, ki jih zapišeš. No, če večkrat rečemo, sploh pred dnevi, ko smo praznovali Svetovni dan poezije, kakšna je sploh še vloga poezije v našem življenju, prav v tem filmu nekako vidimo, da vloga poezije je lahko zelo velika. Ja, zdaj seveda, ne, vsi jo nekako odrivajo na stran, stvari se morajo dogajati zelo hitro, popolnoma kontra tega, kar smo videli v filmu, kjer ni niti v bistvu mobilnih telefonov, niti ni videti računalnikov, ne. Piše se na roko, še dobro, da uporablja kemični svinčnik, jaz pišem z nalivnim peresom. Hočem reči, poezija, jaz mislim, da je pač taka stvar, ki bo večno ostala. Jaz upam, da saj v enih predelih, saj konec koncev je zanimivo, da pač v deželi, ki pozna vse skrajnosti in vse presežnike, obstajajo seveda tudi pesniki in obstajajo tudi odlični pesniki. Ne. Tako da jaz mislim, da je upanje, da bo ostala in da bo vedno tisto, kar seveda lahko nosiš s sabo v beležnici ali pa mogoče tudi v srcu samo. Ne. Williama Carlosa Williamsa poznamo tudi v slovenskem prevodu, tako da lahko nekako vsak preveri, kakšen je bil ta dejanski vpliv njegovega pisanja na Petersona. Ja, knjižica zgleda takole, jaz mislim, da bi jo mogoče še celo lahko kje dobili, ne vem, mogoče je tudi razprodana že. Miha Avanco, ki je tudi, bom rekel, nekako njegov, recimo, učenec, mislim, seveda ne čisto v dobesednem pomenu te besede. Williams je pesnik, ki je
bom rekel, zelo pomemben za ameriško poezijo, čeprav je v bistvu ta pomen mu bil priznan šele zelo na koncu, ne. Imel je to smolo, da je svojo najboljšo zbirko objavil točno istega leta, kot je Eliot objavil Pusto deželo, ne. Nekaj mesecev prej se mi zdi, da je šla, in čeprav so takoj pohvalili to njegovo knjigo, je seveda po tej senzaciji Eliota nekako malo utonil v pozabo, ne čistno, ampak malo je bil odrinjen in se je tudi tako tudi počutil. In mislim, da je mogoče to še bolj ga napeljalo k temu, da je spet popolnoma nasprotno od Eliota, ki je bil en tak intelektualc z popolnim obvladanjem starih kultur, citatov iz tujih jezikov, pesniških vzorov iz zgodovine, da je Williams vztrajal na tem, da je treba pisati v pogovornem jeziku, preprostem in tako naprej. In jaz se spomnim, ko sem prvič prišel v stik z ameriškimi pesniki, da so mi vedno govorili, da je treba kolokvijal, se pravi pogovorno, tudi kolokvijal, pogovorni jezik uporabljati in da prevodi recimo niti slučajno niso bili dobri prevodi Angležev, ne, ker so preveč komplicirani. Američani to znajo povedati bistveno bolj preprosto in tako naj bi tudi ta njihova poezija izgledala. In jaz moram reči, da takrat na začetku mi to nekako ni šlo čisto v račun, zmeraj sem bil velik ljubitelj Eliota, seveda, ni mi šlo v račun zato, ker se mi zdelo, da je vse to, kar pišejo večina Američanov, malo tako brez veze, ena igrica, ki ne dosega tega, kar smo v poeziji delali, recimo v Evropi, če sem malo prevzeten. No. Šele zdaj, tako bom rekel, v zrelih letih sem pa ugotovil, da pravzaprav sem se motil, ne, tako kot se ponavadi v takih primerih zgodi. In da so mi nekateri pesniki, ki jih včasih nisem maral, zdaj zelo ljubi in da imam zelo rad zlasti novejšo ameriško poezijo, pa ne bom nobenih imen zdaj našteval, ampak pred 2 letoma sem na eno prevajalsko delavnico ZKOS-a vodim v Izoli že dolga leta, oziroma sem jo. In smo prevajali eno ameriško pesnico, mlado, tam mislim, da ima okoli 30 let, ki je fantastično dobra mi bila, ne. In je tudi tisto leto, se pravi 2 leti nazaj, dobila eno pomembnejših nagrad za to neodvisno produkcijo pesniško. In sem rekel, to je pa tako, eno veliko odkritje, ne. Če se vrneva mogoče od poezije za hip k Jimu Jarmušu. Jim Jarmusch je tudi velik ljubitelj glasbe, poznavalec, ustvarjalec. Za njegove filme kritiki pogosto pravijo, da so kot nekakšna pesem, da pogosto tudi sam piše scenarije, kot v primeru filma Peterson, in da te scenariji nastajajo kot nekakšna glasba in da so njegovi filmi, če sem čisto konkretna, imajo nekakšen ritem džeza in bluza. Ja, če se ne motim, je on po izobrazbi literarni strokovnjak, bi rekel, komparativist recimo, no? Nekaj podobnega se mi zdi. Ampak skozi se pa ukvarja z glasbo, seveda, ne vem, če se spomnite, so že njegovi zgodnji filmi, v njih igrajo v bistvu glasbeniki, ne? Glasba je zelo pomembna, Down by Law, ne morem se spomniti, kako je, vem, da je slovenski prevod, ampak se ne spomnim. Skratka, veliko glasbenikov v njih nastopa in veliko tudi v glasbi govori, ja. Jaz mislim, da je izredno velik poznavalec zlasti pač tega, čemur danes rečemo sodobna popularna glasba, ne, ameriška toliko bolj. Tudi nekaj dokumentarcev je posnel, jaz sem ravno pred parimi meseci govoril o tem zadnjem, ki ga je posnel o Iggyju Popu oziroma o skupini Stooges. Tako da seveda, glasba je zelo pomembna in mislim, da v bistvu tudi tukaj v tej je njegovo delo oziroma delo njegovega benda, ne, ta glasba, ki pa je bolj kot ne atmosferska, ne, ni nekako zelo izrazita, zlasti ne v tem smislu, da bi bile
kakšne prepoznavne pesmi noter z redkimi izjemami. No, ta dva filma, film, ki ste ga omenjali, ta dokumentarni film Give Me Danger in film Peterson, sta nastajala nekako hkrati. Premieri obeh filmov sta bili istočasno z dnevom razlike na filmskem festivalu v Cannesu. To nisem niti videl. Mogoče, no, samo besedica o tem filmu. Ja, Give Me Danger je tak, bom rekel, značilen dokumentarc glasbeni. Pač, zanima ga predvsem povedati zgodbo o eni skupini, ki je bila za časa svojega obstoja tako rekoč nepriznana. Nihče ni jemu, razen redkih fanov, no, je ni jemu resno. Danes pa velja za eno ključnih skupin tega prehoda iz hipijevskega zvoka recimo 60-ih let v tisti bolj trdi zvok 70-ih let, oziroma lahko bi celo rekli, da so pravzaprav začetek punka, ne. Iggy Pop je bil pa sploh pač najbolj izrazita figura tega benda in mene je najbolj presenetilo v dokumentarcu to, kako duhovit in prizemljen je kljub vsem neverjetnim življenjskim peripetijam, ki jih je preživljal od popolne zasvojenosti z drogo, od tega, da je bil res popolnoma na tleh, do tega, da je pač postal dejansko ena taka rockovska zvezda. No, kako je pa vsem tem še danes tako z ironijo sposoben gledati na svoje življenje in ustvarjanje, kar se mi zdi res velika odlika, ne, za nekoga v zrelih letih. Duhovit redno v svojih filmih je tudi Jarmusch. Zdaj v tem filmu Peterson je meni tako nekako, se mi zdi, da je skoraj uvedel še tretji osrednji lik, to je ta pes Marvin. Ta veliko teh nekih izjemno duhovitih situacij, takih drobnih izhaja iz tega lika. Film je seveda za razliko od tistega, kar moramo ponavadi gledati iz Amerike, se pravi te žanrske filme, izrazito počasen, ne. Vendar zelo premišljen, bom rekel, jaz sem ga zdaj drugič gledal, prvič ne na tako velikem formatu in se mi je zdel popolno odkritje danes, ne, ker sem pač, prej smo se pogovarjali, videl en kup enih detajlov, ki pač oziroma na televizijskem zaslonu preprosto niso vidni, ne. Od recimo naslovov njegove knjižne zbirke tam v tisti kamrici, kjer piše, od slike Williama Carlosa Williamsa na steni, pa še en kup takih podrobnosti, ne, ker tisti prvi vizualni vtis se mi zdi in ki mi je najbolj ostal v spominu pač od prvega ogleda so bile te zavese in te črno-beli kontrasti, ki jih žena nenehno ustvarja, ne. Ja, zdi se mi, da je zelo lepo speljal to zgodbico, ki pravzaprav nima kakšne velike zgodbe, ne, zato pa ima eno, bom rekel, mogoče toliko bolj pomembno sporočilo življenjsko, ne, ki se mi zdi, da ga zlasti v filmu zadnja leta že zelo težko prepoznamo. Ja, tako bi kar nadaljevala ob temu. V bistvu je film nekako presenetljiv za gledalca, zelo neameriški je, pa bi vas tudi kot poznavalca, prevajalca klasike ameriške literature 20. in 21. stoletja, tudi prevajalca pesnikov ameriških, čisto konkretno vprašala, to je zelo ena taka redka podoba Amerike. Pravzaprav iz kadra v kader, vse jaz, ko sem prvič gledala ta film, čakaš, da se bo zdaj nekaj zgodilo. Zgodi se največ, kar se zgodi, je to, da se pokvari avtobus. Ja, ni teh prepoznavnih elementov Amerike, ne, aluminija, stekla in neona, ne. V bistvu, če bi govorili, ne vem,
Švedsko bi pa lahko rekel, da je na Švedskem ali pa kjerkoli druge, samo ne v Ameriki. Ja, to je tista druga plat ali pa 10. plat Amerike, ne. Jaz se moram reči tisto njeno korporativno podobo, ki jo zdaj trenutno bivajoči v Beli hiši nekako pooseblja, že dolgo ne strinjam več. Jaz nimam nikakršnega veselja, nikakršne želje jeti v Ameriko, čeprav pravzaprav vse življenje nekako živim na račun Amerike, ne? Na račun tega, na račun te fascinacije, ki sem jo pač vse življenje imel nad Ameriko. In po drugi strani pa se seveda že dolga leta zavedam, ne, da je Amerika toliko večplastna, tako prepredena z enimi stvarmi, ki niso samo ta korporativna logika kapitala in tako naprej, da seveda vedno najdeš tudi kakšne neverjetne bisere, ne, mislim, ali v glasbi, ali v poeziji, ali v romanu, tudi v filmu, kot vidimo, ne. Predvsem pa v ljudeh, ki ne živijo vsi v Los Angelesu ali pa v New Yorku, ampak živijo tudi vmes in tam vmes živi pač seveda še vedno večina Američanov, ne. In živijo življenje, ki je mogoče veliko bolj primerljivo s tistim, kot ga živimo tukaj, kot pa s temi dvemi skrajnostmi, ki pač nekako poosebljata Ameriko. Mogoče še kakšno mnenje, vprašanje? Ja, izvolite. Gospod Potokar, kaj pa menite o definiciji prevajanja poezije, ki je na koncu povedal Japonc? Ja, da je zelo posrečena, ne. Slišal več na podoben način duhovitih definicij tega, kaj je prevajanje. Seveda, na nek način je vedno strel v koleno ali karkoli, ne. Ampak, če hočemo nekako prideti do tega, kar pišejo v enih jezikih, ki jih ne znamo, moramo pač pristati na to, da še vedno potrebujemo enega posrednika. Je pa seveda najbolj fajn to doživeti na način, ki je mogoče neverbalen. Jaz zelo rad povem vedno primer, kako sem bil v Strugi tisto leto, ko je bil tam znani sirski pesnik in že dolga leta kandidat za Nobelovo nagrado Adonis. Tam v Strugi je na balkonu ali pa na odru, se ne spomnim zdaj več čisto natančno, recitiral svojo poezijo v arabščini. Razumel nisem popolnoma ničesar, ampak vedel sem pa točno, o čem govori, ne. In to se mi zdi, da je pač tista stvar, ki jo mogoče jo je treba razviti, ne, pri poeziji, da si sposoben na tem neverbalnem načinu razumeti, komunicirati pač z nekom drugim, je pa seveda to malo težje, ne, tako da pač kot prevajalec moram reči, da se ne strinjam čisto s to definicijo. Ste vi, gospa, še nekaj? Ne, jaz bi samo rekla, da hiti v času. To se mi je zdelo, ko sem gledala tam. Ja, izvolite. Pozdravljena oba. Jaz sem čisto vedno v atmosferi tega filma, ki govori o lepoti, o tem, čemu rečejo Japonci ichigai. Ste najbrž kaj prebrali o tem, kaj pomeni ichigai. Hotela sem pa povedati, marsikaj mi je šlo po glavi, ampak bi gospoda vprašala, ki je prevajalec, in upam, no, seveda, da, ker je Patterson vsak dan videl dvojčka, zadnji dan pa ne, da je prišel potem zvečer domov in mu je njegova Laura povedala, da bosta imela dvojčka, recimo. O ichigaju. Bi vas pa vprašala, se spomnite pesmi, ki jo je napisala deklica, dolgolasa deklica, ki je sedela tam pred tisto garažo in
je posebej poudarila, pokazala mu je v zvezku, da gre za pesem z naslovom Waterfalls. In prevajalec je to prevedel kot slab. Jaz pa sem pomislila, da bi bil boljši prevod Voda pada, ker bi se tudi skladal z nekako, ne vem, vsebino pesmi. Kaj vi kot prevajalec o tem mislite? Ja, se strinjam, sem jaz tudi o tem razmišljal, ne, da pač slovenščina nima tako kot recimo hrvaščina, kjer bi bil vodopad že čisto v redu. Ne. Ampak včasih je bila to nevtralna slovenska beseda. Je bila? Ja. No, Majda, hvala. Ampak je bila, ja. Skratka, jaz bi tudi uporabil drugačen prevod. Sem zdaj seveda morate vedeti, da prevajalci za film, ja, tako je. Čeprav jaz moram reči, da drugače mi je bil pa prevod kar všeč. Je bil korekten, ne. Razen pri poeziji mogoče parkrat, ne, ampak se, tako kot ste povedali. Bi pa bilo boljši, se strinjam jaz tudi, ja. Kot zanimivost bi jaz še dodala, da ta pesem, ta Waterfalls je edina, ki jo je napisal Jim Jarmusch sam. To je njegova pesem, ostale pesmi, ki smo jih brali na platnu, je pa napisal ameriški pesnik Ron Padgett. Jure, vi ste slišali že za njega? Ja, sem slišal, ampak res, sam zavedam se njegovega imena, drugače nimam pojma o njem, ne. Tako da tisto ugibanje začetno, a je to res dobra poezija, tukaj sta v bistvu dva ustvarjalca prispevala tole. Še eden je tlele želel. Bi vas pa jaz mogoče še v tej nedelji malo vprašala, kako ste pa vi to nedeljo razumeli, to srečanje tega japonskega pesnika in Petersona pod temi znamenitimi slapovi, kaj se je tam pravzaprav dogajalo? Ja, mislim, da je bil zelo posrečen in da moja prijateljica mi je prej rekla, da je film, kako si rekla, da je film romantična komedija. Ja, to je zame najboljši primer romantične. Jim Jarmusch je kar nekaj žanrskih obrazcev spervertiral, ne, in tule bi rekla res najbolj kvalitetna romantična komedija, ne. Je zgodba, je humor, vse je subtilno in seveda, ne, ker ni banalna, potem ima polno tudi tistega, kar je nekdo že rekel, ne, nekih namigov, ne, na katerih se lahko ustaviš, zatakneš. No, pesnik je bil nedvomno mal depresiven, po tem, kar se mu je zgodilo. Jaz bi bil tudi, če bi se mi to zgodilo. Glede na to, da imam psa doma, nikoli nisem pomislil, da bi mi... Čeprav seveda pes naredi točno to, ne. Gre na tisto, kar ti je najbliže. Vem, da je moji svakinji recimo prežvečal ene dvakrat očala, ne, ko je bil sam predolg doma. Mislim, da seveda je logično, da je šel pesnik sedeti tja k slapu, ker je nekako en tak simbol pač mesta in tako naprej, in da seveda se Jarmusch ni mogel uprti, da ne bi spet enega Japonca uvedel noter, ker je, ne. In seveda je hotel s tem tudi pokazati univerzalnost recimo tega vzora, ne, pač pesniškega. Po drugi strani pa seveda tudi izredno lepo razrešil to situacijo z beležnico, ne. Če že ni polna, je pa prazna, ker konec koncev tam nekje na začetku filma pravi pesnik Patterson, ne, da vse so samo besede, ne. In seveda so res samo besede, ker za pisanje poezije je potrebna ena stvar, izredno velika vera v moč teh besed, ne. In treba je imeti eno čistost, bom rekel, ne.
Če tega nimaš, potem je vse skupaj so samo besede. Ne? In treba je kar dolgo vztrajati, da iz tega nastane poezija. Tako tudi, recimo, sem jaz rabil dolg časa, da sem ugotovil, da so tisti Američani pisali poezijo. Ne. Zlasti pa se mi zdi, da mora vsak pesnik dejansko sam pri sebi to razčistiti. Ne. Če tega nima, so to samo besede, ki jih lahko napiše, ne vem, novinar ali pa niti ne novinar, nekdo, ki pač sam nekaj v prazno piše. Ne. Treba je dati jim svojo vero v besede neko večjo moč, težo, prepričljivost. Ta čistost oziroma mogoče ta iskrenost, ki jo imajo vsi Jarmuševi junaki, se mi zdi, da je v tem filmu tako še posebej izrazita, če se spomnite mogoče njegovih prejšnjih filmov Zlomljeni cvetovi ali pa sploh njegovega enega prvih takih bolj uspešnih filmov Noč na zemlji, ki filmi imajo pri Jarmušu vedno neko tako podobno strukturo, večkrat so zloženi kot nekakšne filmske vinjete, včasih so pač neki razmisleki, vedno so v središču neki junaki, ki so tako rahlo netipični, mogoče taki majčkeni lopovi, malček skrenejo iz poti, ampak ta njegov lik v tem filmu, Peterson, je pa taka poosebljena nedolžnost in tudi seva okrog sebe neko to čistost. Ja. Bom rekel, da v tem smislu je dejansko kar ta prava. Ne. Kljub temu, da ga igra igralec, ki ga seveda iz drugega konteksta poznamo kot eno utelešenje zla, ne. In temne sile. Ne. Ampak je izjemno prepričljiv v tej vlogi. Izjemno prepričljiv, jaz se strinjam, zelo dober. Jaz sem, ko sem moral tisto drugo plat tega gledati, sem bil prav šokiran, ker pač sem moral z otroke to gledati. Ne. Mogoče še kakšno mnenje, še kdo, kakšna misel? Sicer pa bi se Juretu lepo zahvalila za tale podaljšek, v katerem smo se še enkrat prepričali, da ustvarjanje v vsakem trenutku, v vsak danu prinese dodatno vrednost v življenje. Hvala lepa za tale zanimiv pogovor. Hvala za vabilo. Mi se pa srečamo še enkrat na zadnjem filmu letošnjega abonmaja, že globoko v maju, in sicer 23. maja na filmu z naslovom Odiseja o Žaku Kustoju in njegovih raziskovanjih oceanov. Do takrat pa eno lepo pomlad želim.